Pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Občina Idrija je to poletje dobila skoraj nov občinski prostorski načrt, v katerem so zarisane smernice razvoja in predvsem uporabe prostora v prihodnjem desetletju. Gre za temeljni dokument, s katerim bodo v praksi se soočili vsi bodoči investitorji, pa tudi lastniki zemljišč, ki bodo želeli graditi ali pa obnavljati poslopja. Za nekaj več pojasnil smo danes v studiu povabili Janjo Hadalin iz občine Idrija in Karlo Janković iz Ljubljanskega urbanističnega zavoda, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Ja, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Povejte nam, formalno gre za povsem nov dokument, čeprav na njem piše, da je to paket 5 sprememb. Kako je s temi spremembami? Ja, pravzaprav nov dokument je bil takrat sprejet že pred leti, ko se je sprejela prvi paket nove zakonodaje. Takrat je občina Idrija iz prejšnjih dolgoročnih planov sprejela prvi občinski prostorski načrt. Ta se je pa potem postopno dopolnjeval, kar je pravzaprav praksa po celi Sloveniji. Vse občine pravzaprav kontinuirano spreminjajo svoje prostorske akte. Zdaj, te spremembe so lahko manjše, se nanašajo samo na eno pobudo, na eno lokacijo, ali pa obsežnejše takrat, ko se pravzaprav pobere več interesov občanov, neke razvojne projekte občine, upošteva se pravzaprav vse nove predpise, ki so v tem času nastale, in te paketi sprememb in dopolnitev so potem večji. In tak večji paket, večji postopek je bil ta, ki smo ga letos pripeljali do zaključka. Tako da ne gre čisto za nov dokument, gre za obsežne spremembe in dopolnitve. Ta dokument sprejme občinski svet, najpogosteje pa ga uporabljajo na upravni enoti. Upravna enota izdaja gradbeno dovoljenje, ne občina. Tako je. Upravna enota izda upravna dovoljenja, gradbena dovoljenja za posege v prostor, pri tem pa temeljna pravila postavlja občinski prostorski načrt in občina pač s svojim mnenjem sodeluje v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Kar okrog 200 pripomb, predlogov ste obravnavali na tak ali drugačen način v tem dokumentu. To kaže na zanimanje občanov za upravljanje s prostorom. Ja, prav je, da se vsak lastnik zanima za svojo lastnino, da preveri pravne režime na njegovem zemljišču. In tako smo bili v bistvu zadovoljni, da se je bil odziv precejšen tekom javne razgrnitve teh obsežnejših sprememb. Prej ste povedali, da se zberejo te ponudbe v nek večji paket. Sam sem gledal za nazaj dokumente, približno na 7 let pride taka sprememba, 5 do 7. Tako, ja, take obsežnejše spremembe, kot je ta, trajajo cirka 5 do 7 let. Zakaj trajajo tako dolgo? Zato, ker je treba pravzaprav ta dokument, neki postopki so predpisani po zakonu, en proces je predpisan po zakonu, v ta procese pa seveda vključujejo tudi vsa, mi jim rečemo nosilci urejanja prostora, to so pravzaprav ministrstva, sektorji, ki skrbijo za svoje področje, od cesta, železnica, vodarji, kmetijci, gozdarji, in vsi ta dokument pregledajo in na njega dajo svoja mnenja. To se pravi, prvi korak je, da občina zbere pobude in interese svojih občanov, se to strokovno preveri, se pripravi en osnutek dokumenta, se ga pošlje na vsa ta ministrstva in oni vsi to skrbno pregledajo. Teh ministrstev je okoli 30. Ni jih ravno toliko, pravzaprav je pa res, da v sklopu enega ministrstva je potem lahko več direkcij. Če rečemo, za infrastrukturo je potem direkcija za kopenski promet, za železniški promet, za cestni promet. To se pravi, na koncu pride tega zelo veliko. Poleg državnih so pa tudi občinske službe, občinski nosilci, ki dajo tudi svoje pravzaprav pogoje in mnenja. In vsak si vzame mesec dni časa, 2 meseca in zadeve kar trajajo, Trajajo, seveda trajajo. Zdaj tukaj bi rekla, seveda smo občine in izdelovalci tukaj kritični do delovanja teh služb, po drugi strani pa tudi razumemo, da so obremenjeni s temi dokumenti, ki sočasno potekajo po celi Sloveniji. To se pravi, imamo veliko občin, imamo veliko postopkov. Mislim, da teh ljudi tam na teh sektorjih tudi ni tako zelo veliko, Odgovornost njihova pa je. Tako da na nek način smo tukaj v enem takem skupni težavi. Mi si želimo dobiti čim prej odgovore, oni pa seveda zamujajo. To je dejstvo. Prej ste omenili direkcijo za železnice, vsaj ta v našem primeru ni imela dela. Ni tako, ni aktualno. Ja. Ti postopki trajajo dolgo. Koliko stane tak projekt?
Ja, občina za take projekte, ta projekt naroča v skladu z zakonom o javnem naročanju. Zdaj za pretekli, za ta postopek konkretno je bilo to preko 20.000 evrov. Prej ste omenili, da v vsaki občini praktično je potrebno te dokumente imeti pripravljene, urejene, ažurirane, ne? Okrog 200 občin je, čeprav idrijska občina sodi na 14. mesto po velikosti. To je velika občina. Velika, zelo velika, ima svoje specifike, ne? To se pravi na nek način utesnjen prostor tam, kjer je možna, predvsem mesto Idrija, ne? Kjer je možna v bistvu, kjer je največji razvojni potencial in bi rekel tudi potrebe po bivanju, po dejavnostih družbenih, hkrati pa velika omejitev v prostoru in še varstvo dediščine, kar seveda ni ovira, kar je prednost, ampak pravzaprav je ravno to usklajevanje interesov posameznika, ki si želi imeti sodobno, ki si želi imeti drugače, pa hkrati upoštevati te omejitve, ki nam jih daje varstvo dediščine, varstvo identitete te prostora, za katere pa vsi vemo, da tudi pravzaprav to pomembno je, da se to ohranja in da se to spoštuje. Tako da Idrija ima specifike, da se vrnem nazaj. Njen prostor ima omejen prostor, ima ogromno teh območij, vsa ta zaledja so v bistvu območja Nature 2000, zavarovana območja z tega vidika narave. Ima eno značilno razpršeno poselitev teh cerkov v zaledju, ki ima spet svojo specifiko, zelo raznolika je, bom rekla, po tipu poselitve in po prostoru. Obsega skoraj 300 kvadratnih kilometrov, kjer pa živi okrog 12.000 prebivalcev. Tako. To je malo, ne? Na tako veliko površino. To bi lahko združili v eno malo večje mesto, ne? Lahko bi, ampak... Bilo bi ceneje. Tako da to prinaša vrsto problemov, ne? Ja, tudi kar se tiče recimo opremljanja, to se pravi vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture. Tukaj pravzaprav tudi naletimo na nek, bom rekla, en izziv, če tako rečem, v načrtovanju prostora. Pravzaprav bi si na nek način so vsi cilji naravnani na to, da je treba poselitev usmerjati v naselja, v zgoščeno, da se lažje opremlja, da se lažje dosega nek standard tudi recimo družbene opremljenosti. Hkrati so pa želje ljudi seveda po tej razpršeni poselitvi po zaledju, kjer se tudi pričakuje neka določena opremljenost, kar je pa seveda višji strošek. Tako da tukaj je treba res iskati neko ravnovesje, bom rekla, zavedamo se, da poselitev v zaledju je pomembna z vidika vzdrževanja krajine, z vidika kmetijstva in tako naprej. Hkrati pa smo tudi tukaj v tem OPN-ju, če se nazaj navežem na prostorski dokument, seveda nismo mogli dopuščati, da bi se pa ta razpršena poselitev v zaledju nekako preveč intenzivno širila. Ker bi to lahko preneslo pravzaprav neke negativne učinke nazaj. Od komunalnega opremljanja do recimo problemov nekih, plazovitosti, poplavnosti in tako naprej na neprimernih lokacijah. Čeprav ste prepoznali v strokovnih krogih tip poselitve s strokovnim nazivom celk, to je neka posebnost teh krajev, ki pa jo stroka priznava kot avtohtono. Ja, seveda, sej stroka, tako kot sem rekla, eno je usmerjanje poselitve v naselja, drugo je pa ohranjanje neke avtohtone značilne poselitve, ki tukaj seveda je prisotna in se to tudi spoštuje. Zato na nek način tem bom rekla, kmetijam, nekatere seveda zdaj tudi niso več kmetije, ampak dobro, tam se ljudje živijo, rabijo, imajo neke potrebe. Tam se je poskušali čim bolj njim omogočiti nadaljnje življenje, tudi če so bile kje kakšne potrebe po zaokrožitvi, po delnem povečanju stavbnih zemljišč, seveda to smo vse, saj občina predlagala, da se to ljudem omogoči. Da bi pa na novo umeščali neke take lokacije, tukaj smo pa bili bistveno bolj zadržani. Usmerjate v bivanje in gradnjo v urbanih središčih, tam pa ni prostora, skoraj ni. Občina je mislim, da jeseni 2020 pripravila tudi elaborat nepozidanih stavbnih zemljišč in je ugotovila se je ugotovilo, da ima občina več 10 hektarov še nepozidanih stavbnih zemljišč. Nekatera med njimi so seveda nezazidljiva po zakonu o prostorskem načrtovanju, to pomeni, da so tam večji nakloni, da ni možno opremljanje ali da je pod nekimi varstvenimi režimi, ki prepovedujejo gradnjo, kljub temu, da imamo mi v prostorskem načrtu stavbno zemljišče.
Tako da nekaj rezerve je še, nekaj smo omogočili zdaj skozi te spremembe. So pa omejitve tudi geografske narave, ne, to pa vsi vemo. In omejitve so tudi lastniške omejitve. Ne? No, po območju občine so lahko zazidljive parcele, ki jih lastnik noče prodati, in kaj potem? Ja. Na to, mislim, prostorski načrt se načeloma s tem lastništvom ne ukvarja. Ukvarja se do te mere, da poskuša priti ljudem naproti skozi pobude in pripombe, a ne, drugače pa težko, mislim. Ja, neki ukrepi zemljiške politike se napovedujejo, in to je pravzaprav tudi to, kar nekako tukaj ne uspemo na nivoju države, bom tako rekla, priti en korak naprej. Ne. To se pravi, cilj bi bil, da bi se dejansko zemljišča, ki so po prostorskem aktu namenjena za gradnjo, aktivirala. Če pa se ne aktivirajo, bi se pa lahko pravzaprav ta zemljišča izvzela iz stavbnih zemljišč in se bi drugje, kjer je interes za pozidavo, opredelila stavbna zemljišča. Samo pri teh menjavah je treba biti zelo previden, a ne, ker pravzaprav tudi zadnje neke sodbe Ustavnega sodišča na to temo so pa bile, ne, v smislu varstva pravzaprav nekega pravice do uživanja svoje lastnine. Če poenostavim, če je bilo enkrat s prostorskim aktom nekaj določeno, da je stavbno zemljišče, a ne, potem morajo biti neki tehtni argumenti, da se to stavbno zemljišče zdaj nazaj spremeni v kmetijstvo in da se stavbno zemljišče določa drugje. Občina Idrija je nekaj teh sprememb naredila na osnovi strokovnih podlag, to ravno, kar je Janja prej omenila, ne. Nekatera zemljišča so bila res neprimerna za gradnjo, ne, zaradi reliefa, zaradi poplavnosti, a ne, zaradi nedostopnosti, in na osnovi teh strokovnih podlag so se predlagali dejansko nekateri tudi izvzemi iz stavbnih zemljišč. Ljudje so to videli, nekateri so v javni razgrnitvi tudi na to imeli pripombe. Vse te, ki so imeli pripombe, pravzaprav smo še enkrat pogledali in pretehtali, ali je res upravičeno, da se tam izvzame stavbno zemljišče. Večinoma smo to dali potem nazaj. Ne. Občina ima tudi več drugih inštrumentov, da bi spodbujala promet z nepremičninami. Zakaj občina Idrija nima uvedenega davka na nezazidana stavbna zemljišča? Občina Idrija ima sprejet odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, mislim, da je ime. Tako da pravna podlaga obstaja. Zakaj se ne uporablja, mislim, da nisem pravi naslov. Podlage pa so pripravljene. Pripravljena je tudi bila razgrnitev, kot sem že omenila. Te evidence nezazidanih stavbnih zemljišč se bodo seveda zdaj, glede na sprejete te obsežne spremembe, se bodo popravile, se bodo ažurirale in ljudi bomo o tem obvestili. Davek na nezazidano stavbno zemljišče bi najbrž spodbudil koga od lastnikov, da ga pozida ali pa proda, da nekdo drug tam pozida. Verjetno bi. S tem namenom je bil na državnem nivoju tudi uveden in je eden izmed inštrumentov tako za spodbujanje teh tržnih nihanj stavbnih zemljišč. Večina slovenskih občin ta davek ima, na ta način spodbuja. Odlok oziroma odločitev sprejme občinski svet, to pomeni, če skrajšam to misel, lokalna politika odloča o tej dajatvi. Drži? Tako. Ja, na nek način so neke metodologije so predpisane, ne? To se pravi, kako se ta dajatev predpiše, glede na, rečemo, temu razvojne stopnje stavbnih zemljišč, to se pravi, glede na to, kakšen je namen teh stavbnih zemljišč, čemu je namenjeno, ali je namenjeno parku, ali je namenjeno bloku, večstanovanjski gradnji, tukaj so razlike, in kako je opremljeno, ne? To se pravi, neke skupne metodologije so, ja, seveda, naprej pa je stvar politike, ne? Da začne to sprejme in da se začne izvajati. Ne? To se pravi, to pobiranje tega davka. Ne gre samo za pridobivanje nekih sredstev, gre tudi za to, kar rečete, ne? Za aktivno zemljiško politiko. Ne? Poznamo primere iz sveta, kjer so nekateri obogateli, ko so kupili navadna zemljišča, ki jih je potem politika spremenila v zazidljiva zemljišča, vrednost je strašno narasla in ljudje so potem prodali in postali bogati. Ne?
Ja, sej to je seveda tema, mogoče mi dve tukaj le nisa, bi morali zato kakšnega drugega sogovornika dobiti, ne? Spremljate področje. Ja, seveda. Se vas dotika, ne? Sigurno se pa nas dotika, ne? Pri tem, ko na nek način eno od, bom rekla, osnovnih pravil tukaj je, ki nam ga seveda tudi te, ki smo jih prej omenjali, ta ministrstva, ne, ki nam pregledujejo plan, je, da če so v nekem naselju, ne, ali pa nekem območju še ne zazidana stavbna zemljišča, ne moramo mi širiti naselja navzven, dokler tisto znotraj ni popolnjeno. To se pravi, znotraj pa ni popolnjeno zaradi tega, kar ste prej pač rekli, smo prej ugotovili, ne, zaradi nekih špekulacij ali pa nezainteresiranosti ali pa pravzaprav nikogar to ne prizadene, če pač ima tam na zalogo neko stavbno zemljišče, ga ne aktivira in nima od tega pravzaprav ni nekih ukrepov, ne, tako posledic, da bi se to dejansko sprovedlo, da bi se aktiviralo. Posebnost Idrije je njena zgodovina, tu mislim na rudnik. Rudnik je bil še do pred 50 let lastnik ogromnih površin v mestu. Te površine so bile predvsem podrejene proizvodnji in življenju, od rudnika je mesto tudi živelo skozi stoletja. Sedaj te površine, nekaj jih je prevzela občina, nekaj so jih razprodali. Kakšni so interesi sedaj v tem dokumentu glede teh površin? Zdaj tukaj pravzaprav bom rekla, ene so te površine, ki so na nek način območja, ki se bi raje izogibali z neko novo pozidavo, ker se ugotavlja, da so nestabilne. Druge stvari so, ki se potem, nekatere se naleti, mislim, da to boš me dopolnila, Janja, ne, pri izdaji dovoljenj, kar se tiče teh, bom rekla, vplivov na okolje, ki so posledica nekih teh dejavnosti rudniških. Mislim, da tukaj so bile halde, predvsem halde. Ne? Potem recimo odlaganje teh odpadkov, tukaj smo tudi v okviru OPN-ja naleteli na en problem, pravzaprav odlaganja teh odpadkov nekam, kjer treba jih je odložiti, ampak kamorkoli jih odložiš, je pravzaprav spet, ker je to take vrste odpadek, se pojavljajo neka vprašanja in dvomi pri teh nosilcih urejanja prostora, ki so odgovorni za zdravje. In občina Idrija je poskusila razložiti v teh postopkih tudi, da pač tukaj kamorkoli, kjerkoli skoraj zakoplješ v neko nezemljino, naletiš na neke ostanke in to je treba razrešiti v prihodnosti. V prihodnih spremembah. Ste našli ta prostor za deponijo teh odpadkov na območju občine? Se še iščejo rešitve. Tako, v tem postopku smo imeli v igri eno od grap, ki bi se potem tudi tehnično sanirala in uredila, vendar rešitve še niso bile izpopolnjene. Tako da mislim, da uprava na tem dela. Največje gradbišče, ki se obeta v prihodnjih desetletjih, je območje Ute najbrž. Tam je kompletna površina najbrž halda. Najbrž. Ta problem bo takrat zelo aktualen. Stanovanjska gradnja, površin ni dovolj, oziroma stanovanj skoraj ni. Spodbujate tudi nadomestno gradnjo in pa prenovo. Ta dva ukrepa nadomeščata gradnjo novih sosesk, ker jih v mestu pač nikje skoraj ni več prostora. Kako močni so ti ukrepi? Zdaj, to, kar je stvar prostorskega akta, je seveda, da se napiše na nek način, če poenostavim, kaj je dovoljeno. Seveda, kakšni so pa druge spodbude ali pa načini, da se dejansko to začne tudi izvajati, da investitorji, da se jim mogoče tudi pomaga v tem smislu, to na nek način pa ni ožje področje prostorskega akta, so potem mogoče neke druge strategije, ukrepi in tako naprej. Ali pa finančni mehanizmi. Tako, V Sloveniji smo dobili v mesecu juniju 3. zakon o urejanju prostora. Kako bo ta dokument vplival sedaj na urbanizem v občini Idrija? Ja, občina je dolžna, ko bo šla v spremembe prostorskega akta, se bo seveda držala te nove zakonodaje. Ta predpisuje predvsem, pa tudi že prejšnja je, ki je veljala, mislim, da 4 leta, je že predpisala precej novih strokovnih podlag, ki jih mora pripraviti, ko bo se lotila novega postopka. Od varstva trajno varovanih kmetijskih zemljišč, se opravičujem,
do elaborata ekonomike, do krajinskih zasnov in podobnih. No, v glavnem občina bo mogla vložiti nekaj napora in tudi financ v to, da bo lahko pričela sploh z novim postopkom. Kljub temu pa se pobude sprejemajo občanov oziroma njihove želje. Ste že odprli mapo, spremembe številka 6? Mape so vedno odprte, mape vedno sprejemamo. Sicer pa najbrž velja In tudi občani to vejo, se opravičujem. napotek, da naj se ljudje pri vas oglasijo, potrkajo, telefonirajo, vprašajo. Tako. Ste odprti, pojasnjujete. Tako. Tudi izven uradnih ur odgovarjamo na vprašanja, seveda. Lepo. Janja Hadalini, Karla Janković, hvala za obisk v našem studiu, hvala za ta zanimiv pogovor in želim vam, da bi v bodoče z modrostjo upravljali to urbanistično področje naše občine. Najlepša hvala. Ja, hvala lepa. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.